Lepo pozdravljeni. Danes boste tukaj na Štuku študentom povedali nekaj o korupciji, ki vas v bistvu že spremlja skozi vso življenje. Kaj boste študentom svetovali? Predvsem jim bom poskušal razložiti, kaj korupcija sploh vse je, potem pa jim bom poskušal prepričati, da v bistvu največ v boju zoper korupcijo naredijo oni sami. In recimo na kakšen način? Vsakokrat, ko se bodo zašli v situaciji, kjer bodo imeli možnost poseči ali ne poseči po korupciji, naj pomislijo na to, da to ni zakonito, da to ni moralno, da s tem škodijo zagotovo nekomu drugemu in naj opustijo takšno ravnanje. Kdaj ste se vi recimo začeli ukvarjati s tem, ste morda že kot otrok začutili, da korupcija ni prav in ste si želeli upravljati ta poklic? Zanimivo je, da je od recimo par sto intervjujev, ki sem jih že dal, ste vi prvi, ki ste mi postavili to vprašanje, in moram reči, da to je bil tudi eden od osnovnih razlogov, zakaj sem šel najprej v policijo, potem pa početi to, kar počnem zdaj. Namreč bil sem in sem še vedno prepričan, da se pošteno splača, da dobro zmaga, ampak seveda za to treba nekaj storiti. Kako pa ocenjujete recimo stanje v Sloveniji in v drugih evropskih državah? Je v Sloveniji manj ali več korupcije? V Sloveniji smo, bom rekel, tam nekje srednje obremenjena država s korupcijo. Smo boljši kot večina novih članic Evropske unije, tudi boljši kot nekatere stare članice, vendarle pa imamo še tako zelo veliko rezerve, namreč z dosti malo energije in truda bi lahko naredili dosti bolj čisto državo. Na katerih področjih je pa recimo korupcija najbolj prisotna v Sloveniji? Tradicionalno že največkrat tam, kjer prihaja do stika med javnim denarjem in zasebnimi interesi. Ocene so, da tam Slovenija porabi 30 do 40% več javnega denarja za razne projekte, kot bi ga bilo treba porabiti. Poleg tega pa imamo v Sloveniji še en problem, in sicer to je politično nameščanje kadrov na vodilne položaje, in ti kadri potem seveda ne služijo zakonu, ne služijo državi, ampak služijo tistim, ki so jih tja postavili. Trenutno je zelo aktualno seveda svetovno prvenstvo v nogometu. Menite, da bi morda tudi v nogometu bilo potrebno ustanoviti kakšno protikorupcijsko komisijo? Ravno ta trenutek, ravno danes, recimo v Strasbourgu potekajo razglabljanja tudi o tem. Namreč pripravlja se sprejem priporočila, ki bi naj Svet Evrope, ki bi naj omejilo tako imenovano lažiranje rezultatov. In eden od možnih načinov, kako omejiti zadevo, je tudi ustanovitev svetovne protikorupcijske organizacije na področju športa, približno po zgledu, kot že obstaja na področju boja zoper droge. Kaj pa drugače, morda spremljate šport, imate kakšne napovedi za naše fante na prvenstvu? Seveda šport spremljam, jaz mislim celo, da z malo sreče se lahko uvrstijo celo v drugi krog. Če bodo premagali v prvem srečanju Alžirijo, potem bodo skoraj zagotovo v drugem krogu, ker sem prepričan, da jih bodo tako Angleži kot tudi Američani podcenjevali, in to bi veljalo izkoristiti. Super. Najlepša hvala za ta pogovor in veliko uspehov še naprej. Tudi vam, pa vsem vašim gledalkam in gledalcem seveda.